praznovali Valentinovo? Ste kupili punci bombonjero in šopek rož? Naredili selfie in se na Facebooku pohvalili, kako ste pozorni? #feeling blessed, feeling loved. Ste prešteli lajke, ste lajkali komentarje od tistih, ki vas žive videti ne morejo in so komentirali, koliko sem vesela za vaja, da sta skupaj. Ste? Še cajt, pejte nazaj, poskrolite, lajkajte. Vse se da lajkati za nazaj. No, na dan zaljubljenih pa smo mi izvedeli tole. Evropska unija od Slovenije zahteva 9 milijonov evrov, ker ni pravočasno porušila ormoške tovarne sladkorja. In vse bolj jasno je, da je kazen še kako upravičena. Ja, že tako smo zapufani na vseh koncih, zdaj moramo pa Evropi vrniti 9 milijonov evrov. Zakaj? Poglejmo. Poglejmo, kako je prišlo do te sladkorbarije. Evropska unija nekega dne pogrunta, da je preveč cukra. Zato folku ponudi denar, če ga nehajo proizvajati. Slovenija obljubi, da bo porušila tovarno sladkorja v Ormožu in zato dobi 34 milijonov evrov. A Slovenija se zlaže, ker Slovenija je Balkan in mi lahko nategnemo vse, tudi Evropsko unijo. Lastnik tovarne se z Janševim ministrom za kmetijstvo Iztokom Jarcem zmeni, da mu ni treba porušiti vsega, saj bi lahko silose in skladišča prodal. Zakaj pa ne? Jaz tebi provizijo, ti se zame zlažeš Evropi. A Evropa ugotovi, da smo jo nabrisali. Zato hoče denar nazaj. Država najprej zahteva 10 milijonov od lastnika tovarne, a se Židanovo ministrstvo zmeni, da naj vrnejo samo 2 milijona. Dejan je mogoče zmeden, a kuverte rad dobi. Evropa na to reče, ne, mi hočemo vse nazaj. Slovenija pa se odloči, da bo tožila Unijo. In bi tudi jo. Če ne bi zamudila roka za pritožbo. Ker nekdo zajebe datum in ker nekdo čaka do zadnje minute. In zdaj sta Židan in Klemenčič našla krivca ravno pri teh ljudeh, ki so zamudili rok, namesto da bi iskali tistega, ki na začetku ni podrl vse tovarne. In to je razlog, zakaj ne moremo imeti lepih stvari. Bolj grenko je tole, ne? Je pa dejstvo, da ga Židan serje, prime se ga pa nič. In če Rjavcu pravimo Kevlar Karl, lahko Dejanu rečemo žaltav Židan. To je človek, ki je razvrednotil besedo Židan, prej pomenila vesel, zdaj pa pomeni še pokvarjen in nesposoben. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.